Blaž? We are the champions, my friend. Ta-da-dam. Ja, to je bila odlična tekma včeraj. Sam sem še nekoliko zmačkan od tega živ, večera. Si zdrav? Sem živ, sem zdrav, ampak to je bilo nekaj nepopisnega, nekaj najboljšega, kar sem doživel v življenju, moram priznati. Zmotil sem se, ko sem napovedal, da bomo izpadli v četrtfinalu in dejansko ni lepšega, ko ekipa tako preseže tvoja pričakovanja. Resnično neverjetno, posujem se s pepelom, očitno nimam pojma. No ja, kar precej napovedi smo zadela že v samem začetku najnega Eurobasket vodiča. Mislim, da so najni podcasti, še posebej tisti prvi, kar pravilno napovedali to, kar se je na koncu zgodilo, seveda ne v tej meri, nisva pričakovala naslova evropskih prvakov. Jaz sem pričakoval medaljo, vendar nisem pričakoval zmage za 20 točk proti Špancem v polfinalu in potem seveda še zmage proti borbenim Srbom na koncu v finalu. In ja, Slovenija je evropski prvak, neverjetno. Ja, dejansko mislim, da se nobeden od nas sploh še ne zaveda, kaj hudiča je uspelo tem fantom. Neverjetno, res. Jaz si upam trditi, da je to največji uspeh slovenskega športa do sedaj, kajti biti evropski prvak na tako težkem turnirju, v tako popularnem športu, enostavno nepredstavljiva stvar, nepredstavljiva. Nekaj, o čemer bova midva seveda posnela še celo kopico podcastov, to je najna prva reakcija, tisti uvodni podcast, takoj po zmagi, po neprespani noči, tudi mene glasilke že počasi puščajo na cedilu. Preden greva na temo tokratnega podcasta, ki seveda ni nobena skrivnost in mi jo ni potrebno napovedovati, bi samo za hitro omenil še platforme, kjer naj jo lahko dosežete, in povabil bi vas, da se naročite na najin YouTube kanal in tam seveda pod kakšnim podcastom pustite tudi všeček. Potem bi vas prosil še, če lahko pustite oceno tudi na našem Facebooku NBA Slovenija. Prav tako pa bi za tiste, ki naj jo poslušate preko iTunesov, prosil, če lahko tudi tam pustite komentar in seveda oceno. S tem nam pomagate, da sva bolj opazna na vseh teh platformah in da naj jo najdejo tudi kakšni drugi morebitni poslušalci. V začetku oktobra pa z Blažem začenjava tudi najino serijo podcastov, v katerih bova vsak teden naredila pregled tistih največjih, najbolj pomembnih, najbolj odmevnih športnih zgodb. Sedaj pa se res posvetiva tej fantastični, neverjetni predstavi, še zadnji, še 9. na tem Eurobasketu slovenske reprezentance, ki ni navdušila samo nas, navdušila je košarkarske navdušence po celi Evropi, tudi na drugi strani Atlantika, tudi v Ameriki. Danes in takoj po samem finalu smo že lahko brali tiste prve reakcije tudi ameriških novinarjev iz preostalih kontinentov, poleg seveda tistih največjih evropskih medijev, in vsi se strinjajo v en glas, Slovenija je zasluženo slavila naslov prvaka Evrope, na tem prvenstvu ki ga končuje seveda neporažena, in prvič, Blaž, če se ne motim, po letu 95, da reprezentanca končuje prvenstvo z 9 zmagami neporažena. In po letu 2003 je Slovenija tudi prva reprezentanca, ki je zmagala evropsko prvenstvo brez poraza. Leta 2003 je to uspelo Litvi, ki je zmagala za 6-0, vendar je bil takrat format tekmovanja nekoliko drugačen, tako da je bilo tudi manj tekem. Definitivno fantastičen uspeh, premagali smo na poti do finala praktično vse najboljše reprezentance, premagali smo 2 zadnja evropska prvaka, Francijo, Španijo, premagali smo, vsaj za moje pojme, Latvijo, ki je bila najnevarnejša reprezentanca na tem evropskem prvenstvu, nevarnejša od Špancev se je na koncu izkazalo, in na koncu premagali še Srbe, ki pa tega poraza ravno niso dobro sprejeli, vsaj po odzivih v medijih je za njihov poraz krivo vse drugo, samo to ne, da so bili enostavno slabši od nas. In tukaj so oni izjeme, ko beremo ocene, kot sem dejal, ocene različnih novinarjev po Evropi, na drugi strani Atlantika, so le Srbi tisti, ki sedaj jamrajo in stokajo in jokajo po tekmi, krivijo sodnike za ta poraz, vendar sodniki niso odločili zmagovalca. Pravzaprav tako bom rekel, vse komplimente o naši reprezentanci, o igri naše reprezentance nekako zavijejo v to jokanje in stokanje nad sodniki, kar se mi ne zdi najbolj športno, najbolj fair, in vsekakor sem pričakoval tudi od Đorđevića malce več športnega duha na koncu.
Sam osebno nisem imel občutka, da so sodniki odločili to tekmo. Sodili niso ravno najbolje, vendar so delali napake v obe smeri in ko smo že ravno pri sodnikih, so nasplošno na tem prvenstvu kazali dokaj slabe predstave. Spomnimo se samo tekme med Latvijo in Slovenijo in tiste famozne druge četrtine, ko smo gledali dejansko UFC namesto košarke, ko so Latvijci dejansko z vsemi razpoložljivimi okončinami tolkli naše košarkarje in sodniki so enostavno puščali prednost ali kakorkoli že hočejo temu reči. In mislim, da je to, tako kot si že rekel, rahlo, tako Američani bi rekli, sore losers. Verjamem, da jih boli, no, to definitivno, sploh če pomislimo, zadnje 4 minute tekme smo odigrali brez Gorana, odigrali smo brez Dončića, ki se je poškodoval. To jih najbolj boli. Vodili so 82-80. Na parketu v slovenski reprezentanci ni bilo ne Luke, ni bilo ne Gorana, naših dveh najboljših kreatorjev, naših dveh igralcev, ki sta bila na tem prvenstvu najbolj odgovorna za uspeh Slovenije, ni bilo v igri, nista bila na parketu. Srbi so imeli vse možnosti za to, da bi na koncu zmagali, vendar tega niso izkoristili. Premagala jih je Slovenija, premagalo jih je boljše moštvo, ki je na tem prvenstvu pokazalo več. In ko govorijo o sodnikih, ja, sodniki so delali napake v obe smeri, to je nedvomno res. Sodniki na tem prvenstvu niso bili dobri. Tudi nas so oškodovali, tudi na tej tekmi, tudi na preostalih tekmah. Recimo po tekmi s Francijo v prvem delu tekmovanja sem videl posvetila lep del podcasta ravno težavam s sojenjem na tem prvenstvu, problematiki sojenja in temu, da niso prisotni tisti najboljši sodniki. In sva takrat odkrito, kljub zmagi Slovenije za 20 točk, spregovorila o tem, da sojenje ni bilo dobro. Zaradi tega nimam nobenih težav s tem, da priznam, da sojenje na tem prvenstvu ni dobro. Toda glavno vprašanje je, ali so sodniki odločili zmagovalca finala, in odgovor je glasen in jasen ne. Preprosto niso zmagala, je boljša ekipa, tako kot si ti dejal. Srbi so prišli podobno kot Latvijci, če se navežem na to. So prišli, njihova taktika je bila, da bodo pretepli naše zunanje igralce in to so celotno tekmo zelo dobro počeli. Goranu so zagotovo namenili celo vrsto grdih udarcev, recimo tudi Bobi Marjanović je kar lepo kresnil našega Luko Dončića že v tistem prvem polčasu. Njihova taktika je bila jasna, želeli so nas upočasniti, tako kot sem dejal Blaž že v napovedniku za finale. Na tej tekmi smo bili mi Brazilci, mi Barcelona, mi kreativci, mi smo bili tisto razigrano poletno moštvo z idejo, romantiko, potezo več v igri, in Srbi so bili tisti delavci, tisto fizično moštvo, ki nas je poskušalo zaustaviti z bolj trdo, bolj fizično igro, grobimi osebnimi napakami, in to jim je na začetku tekme tudi uspevalo, Blaž. Vsaj v prvem polčasu, v prvi četrtini, Srbi so Sloveniji usilili svoj ritem, upočasnili igro na začetku tekme, prisilili sodnike tudi v to, da so sprejeli tak način sojenja, malce dovolili malce bolj trdo, grobo igro. In recimo v prvem polčasu smo imeli primer, če že govorimo o sojenju, zopet, ko so v 8 sekundah Slovenci prejeli 3 osebne napake zapored, vse 3 na Bogdanovićem. V razmaku 4 sekund je Blažič prejel 2 osebni napaki na Bogdanoviću, v istem napadu je potem še nekaj sekund, takoj po izvajanju žoge iz avta, sledila še 3. osebna zopet na Bogdanoviću, vendar tokrat Dimca. In jaz nisem bil povsem prepričan, da so vse 3 napake. Takrat so sodniki res, lahko bi rekli, recimo, vsaj pri eni osebni napaki oškodovali našo reprezentanco, vendar ravno to. Sedaj gledati odločitev za odločitev na takih tekmah nima smisla. Midva bo zagotovo še enkrat skupaj pogledala tekmo in naredila še eno dodatno analizo tudi potem, vendar tisti prvi vtis, tako kot si ti dejal, tudi pri meni ni bil, da bi sodniki sodili za eno ali drugo reprezentanco. Delali so napake v škodo obeh moštev, tako kot si seveda že povedal. Ja, in na koncu je odločila tista individualna kvaliteta, oziroma niti ne individualna kvaliteta, na koncu je odločilo to, kdo je imel, če bi uporabil Goranov izraz, kdo je imel na koncu več jajc. Kajti Prepelič po tistih 2 zgrešenih trojkah, ki na koncu vsem poskusil, zadev nekaj odločilnih metov, zadev tiste proste mete in dejansko bil na koncu, poleg seveda odlične obrambe Blažiča na Bogdanoviću, ki je bil na koncu tako zelo siten, da je šel že meni na živce. Blažič je s tako obrambo na Bogdanoviću resnično bil trn v peti in seveda ne pozabimo na Vidmarja s tisto famozno, tisto odlično blokado, tam se mislim, da minuto in 20 do konca na Bogdanoviću, ki bi lahko prelomila tekmo.
Nasplošno, na koncu končnico smo odigrali atipično slovensko. Če gledamo nekoliko zgodovinsko, ponavadi mi v končnicah smo tisti, ki zmrznemo. Tokrat so bili Srbi tisti, ki so zmrznili. Srbi so na koncu grešili mete, Srbi so tisti, ki so na koncu delali napake. Mi smo to na drugi strani izkoristili in prišli do zaslužene zmage, ne glede na to, kaj govorijo Srbi. In potem omenjajo, kako naša reprezentanca ne bi imela za burek, če bi igrali Jokić, Teodosić in vsi tisti, ki so manjkali. Ne? Vendar, če bi igrali te igralci, pride do drugega vprašanja, ne? Kako bi te igralci lahko igrali sploh obrambo na slovenskih branilcih, predvsem Teodosić in Bogdanović ravno ne slovita kot najboljša obrambna igralca, tudi Jokić je katastrofalen obrambni igralec in recimo sredi tekme, ko je Bogdanović prevzel Dragića, sem se jaz kar nekoliko obliznil, kajti vedel sem, da ga Bogdanović ne more ustaviti in pokazalo se je v 3-4 napadih je Goran šel mimo njega tako kot duh. Bogdanović ni mogel narediti nič, tako da Ja, sedaj si mi dal ogromno istočnic, govoril si v zaključku tekme, govoril si o tem, kaj bi bilo, če bi bila srbska reprezentanca drugačna, govoril si o obrambi Bogdanovića na Dragiću in seveda ja. V drugi četrtini, v tisti drugi četrtini, ko je Goran v 8 minutah dal 20 točk, en izmed najboljših četrtin, če ne morda celo najboljši četrtini v zgodovini FIBA-nih prvenstev, konec koncev, ne samo Eurobasketov, vendar tudi svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. To je bilo nekaj res neverjetnega in v tisti četrtini so Srbi resnično poskušali prav vse. Na Goranu izmenjali nekaj različnih obrambnih igralcev in tudi Bogdanovića. Vendar Goran je samo skomignil z rameni in rekel, no dobro, če moram pa sedaj proti temu dati koš, bom dal pa še proti temu, pa še proti tema dvema, pa potem še proti njim trem. Preprosto naredil bom, kar hočem, ker sem boljši od vseh ostalih, ker sem najboljši igralec v Evropi v tem trenutku, po mojem mnenju. Omenil si Jokića, Jokić, Janis, mislim, da sta ta dva trenutno tista glavna konkurenca Goranu za najboljšega evropskega igralca v tem trenutku, pred recimo tudi Markom Gasolom, pred Batumom, Goberjem, bi dal tudi Jokića in Janisa in Gorana kot tretjega, to trenutno najboljšo trojico evropskih igralcev, vendar Jokić nima Goranove fizike, Janis pa nima Goranove tehnike. Goran ima tisto, kar nima Jokić in kar nima Janis. Janis je odličen fizik, manjka mu določena tehnika, še nima meta, tudi za svojih 211-212 cm sicer zelo dobro vodi žogo, vendar tudi tukaj se bo moral še precej izboljšati. Jokić na drugi strani lahko dobro igrale 20, 22, 23 minut, potem ga kot po pravilu zmanjka in je zelo slab v obrambi. Goran je odličen na obeh straneh parketa, tudi na tem prvenstvu on ni bil MVP samo zaradi svojih odličnih predstav v napadu, temveč je bil MVP tudi zaradi svojih briljantnih, mojstrskih predstav v obrambi, ki sem jo jaz že omenjal, ko sem govoril o Goranovih igrah na tem prvenstvu, vendar še vedno premalo in tudi o tem bo potrebno spregovoriti še ogromno, tudi to še sledi. Goran je tisto najbolj pomembno, ta two-way player, dvosmerni igralec in to je eden izmed tistih glavnih razlogov, da si je zaslužil naslov najbolj koristnega igralca in ko si ti omenil recimo Jokića, Teodosića, morda Bjelico še v srbski reprezentanci, kako močna bi bila ta reprezentanca, vendar če sedaj iz njihove peterke vzamemo te igralce, ki so igrali na tem Eurobasketu in ustavimo Teodosića, Bjelico, Jokića morda na petko, ne vem, ali bi Bjelica in Jokić lahko igrali skupaj, vendar samo te tri igralce in dodamo zraven še Bogdanovića, je to katastrofalna obrambna reprezentanca. Je to reprezentanca, ki bi Goran Dragić dal ne 35 točk, ampak 50 točk. Ja, ko ravno omenjaš Teodosića, upam, da se bo končno nehala ta debata, kdo je boljši, Goran Dragić ali Miloš Teodosić, ko bo Teodosić tako raztrgal nasprotno reprezentanco, kot je to včeraj naredil Dragić. Ko bo postal MVP Eurobasketa, bomo začeli to debato, ko bo postal All-NBA v NBA ligi, morda lahko načnemo to debato, do takrat je pa ta debata končana. Na spletu sem imel na Twitterju tudi z različnimi novinarji že ogromno debat o tem, kam lahko umeščamo Gorana v ta panteon najboljših igralcev na svetu, najboljših organizatorjev na svetu. Goran je pocenjen na obeh straneh Atlantika. Morda so nekateri bili presenečeni nad njegovimi predstavami na tem evropskem prvenstvu, vendar jaz nisem bil. Jaz sem to od njega pričakoval in to tudi jasno povedal pred začetkom Eurobasketa. To sva oba govorila pred začetkom Eurobasketa, da dejansko pač Goran Dragić bo prikazal odlične predstave in še nadgradil jih je. Še nadgradil je. Midva sva pričakovala odlične predstave, vendar je bil še bolj
najboljši, bil je izvenzemeljski, bil je fantastičen. Dejala sva, ko sva ocenjevala tiste njegove pripravljalne tekme, sem jaz dejal, to on igra tako nekje na 30, morda 20, mislim, da sem rekel celo 15%. In sva povsem jasno povedala, če bo Goran igral na istem nivoju, kot igral v lanski sezoni v Miamiju, potem bo to prvenstvo končal ne samo v idealni peterki, vendar tudi kot najboljši igralec. To sva jasno povedala, da Goran ima ta potencial, da postane najboljši igralec prvenstva v NBA ligi, kot po pravilu njega zaradi seveda mnogih faktorjev in tukaj tudi prepoznavnost, njegova nizka drag pozicija iz mehne, relativno komercialno nevplivne države je polno faktorjev, ki vplivajo na to njegovo podcenjenost v NBA ligi, vendar to je nekaj, za kar upam, da se bo tudi zdaj spremenilo. Konec koncev, ta Eurobasket je požel precej zanimanja, medijskih odzivov, tudi v tistih največjih ameriških medijih, ESPN, Sports Illustrated, posod je bila včeraj glavna novica MVP Goran Dragić, Slovenija, zmagovalka Eurobasketa, in upajmo, da se bo sedaj tudi ta profil njegov malce dvignil in zasluži si, da naslednjo sezono postane še all-star igralec v NBA ligi v Miamiju, in o tem bova seveda v enem izmed naslednjih podcastov spregovorila. Napovednik sezone Miamija, napovednik sezone Reala in Luke Dončića in Tončka Radolfija. Vse to še sledi. Tako da, Blaž, ko sedaj razmišljam, Goran Dragić, MVP Eurobasketa, All-NBA igralec v NBA ligi je pa tudi že bil. Mimogrede, All-NBA je precej teže dosegljivi status kot All-Star. All-Star mu še manjka, vendar, če dam za primer, recimo Chrisa Bosha, 12krat All-Star, samo enkrat All-NBA. Tolikokrat kot Goran Dragić. Koliko igralcev je do sedaj sploh bilo MVP Eurobasketa in All-NBA igralec v NBA ligi? Tako na hitro, ko razmišljam, Pogasol, Parker, zagotovo Novicki, Dražen in Dragić. To je to. To je to. Pogasol, Parker, Novicki, Dražen in Goran Dragić. Goran je eden izmed najboljših evropskih igralcev v zgodovini evropske košarke. Zadnjič sem jaz, mislim, da v tistem svojem monologu sredi noči nekaj o tem razpredal, ko sem naštel tiste legende jugoslovanske košarke in dejal, ali lahko Gorana tudi na koncu omenimo še med temi legendami. Vedno je težko primerjati različne obdobje, recimo že Draženovo obdobje in sedanje obdobje, recimo Bodirogino obdobje, legende recimo generacijo ali dve nazaj, že spet vprašanje, s koliko leti pojmujemo eno generacijo, vendar že tisto obdobje primerjati sedanjim je izjemno težko. Košarka se spreminja, spreminjajo se stili, spreminjajo se pravila, vse to je malce drugačno, zaradi tega so take primerjave nehvaležne. Vendar nekaj, kar lahko rečemo, da ne bova, recimo, bova kdaj drugič o tej širši debati in zgodovini poskušala umestiti tudi ta slovenski uspeh v kontekst zgodovine, ne samo uspeha slovenskega športa, uspeha športa v bivši Jugoslaviji in tako naprej. Vendar nedvomno ta uspeh sedaj Gorana umešča v izjemno redke vode, v izjemno redko družbo res tistih najboljših, najbolj uspešnih svetovnih športnikov. In Blaž, mi imamo še en večji talent, kot je Goran Dragić v reprezentanci. Tako je, ko že omenjaš redke stvari, Luka Dončić, naš biser, kot ga je poimenoval italijanski komentator, drugi najmlajši član najboljše peterke evropskega prvenstva v zgodovini košarke po Sabonisu. Sabonis je bil približno en mesec mlajši od Luke, ko je to dosegal. Sploh ne vem, kje bi začel. Ta fant je navdušil ne samo slovensko javnost, ta fant je navdušil svetovno javnost. Toliko govora o enem fantu pri 18 letih onkraj luže v Evropi, toliko objav na Twitterju, dejansko vsi novinarji, vsi oboževalci košarke so po vsaki tekmi Slovenije šli prvo gledati, kako je igral Dončić, koliko je imel točk, koliko je imel skokov. Koliko je imel asistenc? Spomnim se takrat, ko je po tekmi Španijo, ko je bilo kar nekaj negativnih komentarjev na račun Gorana Dragića, zakaj mu ni pustil žoge na koncu, da bi dosegel tisti trojni dvojček. Dejansko odigral je fantastično, odigral je neverjetno. Matej, vem, da se strinjaš z mano, in delnice so se mu na tem evropskem prvenstvu, tudi na NBA draftu, neizmerno dvignile. Večina novinarjev, tudi onstran luže, je sedaj mnenja, da je vprašanje, kaj v bistvu lahko še naredijo ostali igralci, ki so potencial za prvi pik na draftu naslednje leto, kaj lahko dejansko naredijo, da prehitijo Luko Dončića. Sam osebno mislim, da je
tukaj pri tem prvem piku nekoliko zadnji tudi kuhne, kajti ne bo Dončić tako zelo cenjen, kot bodo tisti igralci, ampak Dončić je vse to 27 točk proti Latviji, skorajšnji trojni dvojček proti Španiji. To je dosegel proti vrhunskim igralcem, proti NBA igralcem, proti profesionalcem, izkušenim igralcem, ostali kandidati na draftu, ki bodo igrali tisto njihovo univerzitetno košarko, ne bodo niti približno igrali proti tako kvalitetnim nasprotnikom, kot je to sedaj te svoje predstave kazal Luka Dončić. Dejal si, delnice so se mu dvignile, ne samo njemu, dvignile so se vsem našim igralcem. Pravzaprav, recimo danes na naslovni strani sem prebral en izjemno zanimiv članek o Randolphu in o tem, kako bo zagotovo zopet dobil priložnost v NBA ligi, ker seveda v sedanji košarki, taka košarka, kot sedaj prevladuje na obeh straneh Atlantika, v Realu in recimo v NBA ligi najbolj uspešne ekipe igrajo košarko, kjer visoki, gibljivi igralci z dobrim metom v daleč, ki lahko ob enem obrambi blokirajo tudi met in prevzemajo, rotirajo na pozicijah od 3 do 5, morda celo prevzame kakšne branilce na določene trenutke. To so tisti najbolj vredni igralci. Mi dva sva že pogosto uporabila besedo, ki seveda ni najina pogruntavščina, unicorn, samorog, izraz, ki ga v NBA ligi uporabljajo za te visoke igralce, ki so izjemno raznovrstni, gibljivi, z dobrim metom od daleč, lahko organizirajo napad z dobrim pregledom nad igro, dobro igrajo v obrambi. Porzingis je bil eden izmed teh na tem prvenstvu, seveda. In Randolph se je ravno proti Porzingisu zelo dobro znašel, dobro tekmo prikazal in si tudi on tam dvignil ceno. Recimo Murić, Edo Murić se je prodal sedaj v turškega velikana in ne dvomim, da bo Prepelić naslednjo sezono glavni igralec pariškega kluba in seveda tudi v Evropi zopet kazal odlične predstave. Recimo tudi Vidmar je pokazal, zakaj je bil kar nekaj časa član Fenerbahčeja. Dejansko je Vidmar morda v tej reprezentanci celo še najbolj podcenjen igralec. To bi bila zelo zanimiva debata, kateri igralec naše reprezentance, če sem govoril o podcenjenem Goranu Dragiću, bi lahko seveda podoben strasten monolog imel o podcenjenih ostalih igralcih naše reprezentance. O tem recimo, da lahko Blažič v obrambi zaklene najboljše zunanje igralce v Evropi, morda tudi kakšnega na drugi strani Atlantika z kombinacijo hitrosti, višine, moči. Je izjemno neugoden, ampak on je samo eden od mnogih, oziroma od vsakega izmed naših igralcev, ki je dal konec koncev od prvega do zadnjega, od Gorana do Dimca, Zagorca in seveda tudi Repca na koncu, ki je svojim karakterjem pomagal tvoriti to odlično kemijo znotraj moštva. Vsakemu bi lahko spregovoril, mislim, samo o Nikoliću bi lahko sedaj govorila recimo 15-20 minut. Spomnim se samo, ko sva brala reakcije na družbenih omrežjih in podobno, ko so dejansko slovenski navijači govorili, da bo Nikolić gladko odpadel iz te reprezentance. Takrat sva že midva govorila, da bo Nikolić definitivno zraven in samo še enkrat je pokazal to, za kakšen neizmeren talent gre. In upam si staviti, da bo letos tudi v Bambergu v Nemčiji, kjer je njegov matični klub, imel precej višjo minutažo in precej večjo vlogo, kot jo je imel v prejšnji sezoni, ko mislim, da celo ni bil v moštvu, ko je bil za nekaj časa celo posojen v drug klub. Vsi, od prvega do zadnjega, so si dvignili delnice na tem evropskem prvenstvu in upravičeno. Odigrali so od prvega do zadnjega odlično, vsak je vedel točno, kaj mora narediti, vsak je imel točno določeno vlogo, to gre seveda zasluga celotnemu strokovnemu štabu, Igorju Kokoškovu, Jaki Lakoviću, Aleksandru Sejkoliću in Radu Trifunoviću. Opravili so izjemno delo. No, pa saj vendarle, ko si evropski prvak, so od prvega do zadnjega vsi člani reprezentance opravili odlično delo, drugače pač enostavno ne moreš biti evropski prvak. Še enkrat, zadnje minute, izenačene tekme, v kateri so Srbi vodili z 82-80, smo mi igrali brez Dragića in brez Dončića. Mislim, da to vse pove. Mislim, da je to tista najbolj pomembna stvar te celotne analize. Potem bi seveda lahko razglabljali o tem, zakaj morda ni bilo Marjanovića v odločitvah srbskega selektorja na koncu. Verjetno se je odločil, da Marjanović pač v obrambi je bil preprosto preslab pri branjenju pick and rolla in to, kot sva napovedovala, to bo tista glavna šibkost, ki jo bodo napadali naši zunanji igralci in seveda to so odlično naredili. Ko je Štimac v obrambi nadomestil Marjanovića, je srbska obramba delovala še malce bolje, ampak ravno to je tisto, kar sem tudi prej omenil, recimo, da ti igraš sedaj z Marjanovićem in da pride nazaj Jokić, Bjelica, Teodosić.
To je potem povsem druga srbska reprezentanca. Oni so prišli do tega finala z njihovo igro v obrambi. Če sedaj ti v njihovo reprezentanco vključiš tiste igralce, bo to potem reprezentanca, ki bo skušala igrati tako kot naši igralci, Jokić, Teodosić. Vse to so, kakšno košarko pa igra Teodosić v CSKA-ju. Že spet, da ne bova sedaj izgubljala časa z drugimi temami, sem želel samo povedati, v zadnjih minutah so imeli prav vse priložnosti. Ja, 4 minute smo igrali brez naših najboljših 2 igralcev. V izenačeni tekmi. In tukaj so Srbi z napakami, z lastnimi napakami izgubili to tekmo, to je preprosto treba povedati in nobeno jokanje in stokanje sedaj ne bo pomagalo. Premagala jih je boljša ekipa, dobesedno ekipa, ki ni imela svojih 2 najboljših igralcev na parketu. Zaradi tega seveda, ko govoriva o vseh naših igralcih, kako so si dvignili ceno, vendar ja, začela sva, ti si se navezal še na Luko Dončića in morda še jaz kakšno besedo o Luki rečem, povsem strinjam se, dvignil si je delnice, draft delnice na naslednjem naboru. Sedaj je vse odprto. Naslednjo sezono, naslednje poletje lahko postane drugi Evropejec, ki bo na naboru izbran kot prvi. To bi bilo tudi nekaj skoraj da nepojmljivega, predvsem zaradi zadnjih 2 najvišjih evropskih izborov, Prnjanja in Miličića, ki sta bila dokazana, tako imenovana basta, propadla igralca, ki nista niti približno upravičila visokega nabora in še posebej tisti Miličićev primer je res famozen, ker je bil izbran na draftu, v katerem so bili izbrani Dwayne Wade, Carmelo Anthony in še Chris Bosh, vsi za njim, tik pred njim je bil pa izbran LeBron James. Po mnenju mnogih še vedno eden izmed najboljših naborov v zgodovini lige NBA, oziroma po mnenju večine najboljši nabor v zgodovini lige NBA, seveda, če ne šteješ tistega, ko je bil izbran Jordan avtomatično za najboljši nabor lige NBA. Vendar mnogi analitiki sedaj predvidevajo in moram priznati, da se z njimi tudi sam strinjam, naslednji nabor bo fantastičen. Prvih 4 ali 5 igralcev, tukaj seveda vključujem tudi Luko, zato govorim o tem, bodo vsi po vrsti franchise playerji oziroma imajo potencial franchise playerjev, torej igralcev, ki lahko svoj klub, svojo franšizo popeljejo do naslova. Goran je sam dejal v enem izmed intervjujev po včerajšnji zmagi, Luka bo čez nekaj let eden izmed najboljših igralcev na svetu. In jaz se povsem strinjam z njim. Mislim, da je na tem prvenstvu pokazal dovolj, pa ne samo na tem prvenstvu, tudi z igrami v Realu je pokazal dovolj, da bo verjetno res eden najboljših igralcev. Pa jaz mislim, da ne samo na svetu, mislim, da bo eden najboljših igralcev v zgodovini košarke, kajti tak neizmeren talent, kot je on, mislim, da je težko, da se ne bi zapisal v zgodovino. V končni fazi, že samo, kot sva že povedala, že samo to, da je drugi najmlajši igralec, ki je v prvi peterki, v najboljši peterki evropskega prvenstva, pove veliko. Ja, Blaž, seveda bi zdaj lahko o Luki govorila, uro, 2, 3, cel popoldan, cel večer. Midva sva v Luki posnela že 2 podcasta z naslovoma Fenomen 1 in Fenomen 2. Mislim, da sama po sebi že naslova precej povesta, kaj si midva misliva o njem. In tam sva tudi podrobno razdelala njegove slabosti, njegove dobre stvari. Tudi skozi celoten ta Eurobasket vodič sva seveda govorila o vseh plateh njegove igre, tudi pomanjkljivostih, ne samo o dobrih stvareh, vendar, kot si že sam povedal, talent, kot je Luka Dončić, se zgodi enkrat na 15-20 let morda in potem je seveda tak talent potrebno razviti, tak talent mora imeti voljo za delom, mora imeti tudi nekaj sreče. Vse to, kar je Luka do sedaj imel in ima vse pogoje seveda, da res postane to, kar je dejal Goran v izjavi po tekmi. Eden izmed najboljših igralcev na svetu, morda nekoč celo najboljši igralec na svetu, to sva pa midva dejala že v tistem Fenomen 1 in Fenomen 2 podcastih, ki jih lahko slišite na naših YouTube kanalih, iTunesih, Soundcloudu. Pa Blaž, preden zaključiva, da ne bova tokrat predolga, samo kakšno besedo ali 2 morava reči še o Kokoškovu, preden se posloviva. Tudi o njemu sva že govorila v vseh podcastih in od samega začetka ponavljala, Kokoškov je podcenjen, vse razloge, zakaj je podcenjen, o tem sva tudi že ogromno govorila. Upam, da sedaj nihče več ne dvomi. Govorimo o trenerju, ki je pravzaprav prvi evropski trener, ki je postal prvi pomočnik v ligi NBA. Bil tudi prvi pomočnik v NCAA študentski ligi, kjer je položaj trenerja nekaj najbolj prestižnega in so trenerji pogosto plačani celo bolj kot v NBA ligi, tisti najboljši. Mike Križevski je eden izmed teh primerov, seveda nekdani selektor ameriške reprezentance, kjer ga bo sedaj nadomestil
najboljši trener NBA lige Greg Popovič. In seveda, ko govorimo o teh renomiranih trenerjih, že spet Kokoškov še ni tako daleč, tako visoko, vendar s svojim vodenjem na tem prvenstvu, konec koncev s tem gambitom na koncu, če se dotaknemo še tega gambita, ki smo ga že danes parkrat omenila, ko je Dragić s Krči moral oditi na klop kot LeBron proti Spursom. Na parketu je Goran pustil vse, ko je recimo Luka staknil tisto poškodbo gležnja, je bilo meni jasno, da Goran tekme ne bo zdržal do konca. Pritisk Srbov je bil potem še večji, takoj po tisti poškodbi Dončića je imel tudi Prepelić nekaj črnih minut, Gorana so začeli ob tem mučiti Krči in naša reprezentanca je izgubila ritem v napadu. In takrat je Kokoškov potegnil potezo, za katero lahko trdi, da je bil prisiljen v to potezo. Vendar jaz sem prepričan, da je ogromno trenerjev, ki bi v tisti situaciji najboljšega igralca, ne samo reprezentance, turnirja, MVP-ja turnirja, pustili v igri in bi rekli, 20% Goran je boljši kot nobenega Gorana. Zaupal bom Goranu, 90% NBA trenerjev bi to naredilo. To pa je ta evropski element, jugo element, srbski element Kokoškova, da ima pogum, da ima jajca, že spet jajca, ki si jih ti omenil. Potegnil je potezo, ki mislim, da jo mnogi trenerji ne bi in bi pustili Gorana, da šepa še naprej po parketu. Goranova mentaliteta je, jaz bom dal koš ali pa umrl in verjetno bi v tem primeru naša reprezentanca izgubila. Blaž. Ja, se strinjam s tabo. Predvsem mi je bil všeč tvoj izraz, ko so se pogovarjala, ko si rekel, da je Goran kot tista igračka, ki jo navijaš in dejansko Goran, ko ga navijaš, gre na 100% in potem, ko se enkrat odvrti do konca, ugasne. Seveda to ni mišljeno sedaj negativno, ampak hočem samo povedati, da Goran se ne zna šparati v igri in to je pokazal tudi v tem finalu. Igral je na 100%, na obeh stranih parketa, pustil je vse na igrišču, dobesedno vse je pustil na igrišču in verjamem, da če bi ga Kokoškov pustil še tiste zadnje 4 minute notri, bi tvegal tudi hujšo poškodbo, dal bi čisto vse, kar je možno. On ni zahteval menjave. Še enkrat, Kokoškov ga je zamenjal. Točno tako, Kokoškov ga je vprašal, kaj je, rekel je, dajo me Krči in Kokoškov ga je posedel na klop. Lahko bi mu rekel, ali lahko zdržiš, Goran bi brez dvoma rekel, lahko zdržim, Goran je tolikšen borec, ampak Kokoškov ga je posedil in lahko sedaj, tako kot si ti rekel, lahko sedaj govori, da je bil prisiljen v to, ampak definitivno je bila to, Američani bi temu rekel, ballsy move. Jajca. Jajca, spet smo pri jajcih. In morda lahko tukaj Blaž tudi zaključiva tale podcast z jajci. Tako, z jajci. Sedaj se bova podala v center Ljubljane na slavnostni sprejem. Pripričan sem, da tudi mnogi izmed vas, na to se jaz vrnem, zmontiram tale podcast, ga objavim. Zato Blaž, mačka in vse ostalo bomo zdravili v naslednjih dneh. Mene tako ali tako zadnje 2-3 tedne poganja samo kava in Red Bull. Tebe domnevam podobno? Ja, mene iskreno tudi podobno, spal sem zadnje tedne precej malo, tako kot ti, ampak v končni fazi na koncu je bilo vredno. Vse na koncu, vse muke, vse minute, vsi povišani srčni utripi, vsi izgubljeni živci, vsa preklinjanja, vsa skakanja, vsa dretja. Na koncu... A zdaj govoriš o igralcih ali o naju? Oboje. Ja, to je ne, to. govorimo o igralcih, govorimo o slovenski reprezentanci, definitivno vse je bilo vredno. Ta medalja je vredna več, kot si marsikdo predstavlja. Ta medalja je za celo Slovenijo in to medaljo smo vsi čutili, vsi smo jo želeli, vsi smo jo hoteli. Vsi smo živeli vsako minuto tekme z igralci, zato sem se požalil, ko si to dejal. Tudi mi smo pred televizijskimi zasloni seveda trpeli, se jezili, kričali, verjetno občutili vsak udarec, ki ga je občutil Dragić podzavestno v glavi. Ja, to finale ni igralo 12 fantov, to finale je igralo 2 milijona ljudi in mislim, da smo si vsi zaslužili ta naslov, prvi zgodovinski naslov, najlepši naslov, prva medalja, zlata medalja. Prva je vedno najlepša, Blaž. Točno tako in hkrati, če še najlepšega leska, neprecenljivo. Ja, kaj bi še dodal? Dodala bova še veliko v prihodnih podcastih, vendar ja, mislim, da v tem tednu vsaj še 2 ali morda 3 podcasti. Tako, morda bodi to dovolj za ta podcast. Bodi dovolj, ura je že toliko, da se bomo morali odpraviti proti centru Ljubljane, če bo želela tja prispeti v doglednem času, namreč zdi se mi, da bo gneča precejšnja danes.
Zato ja, uživajte še naprej, kot sem zapisal v tistem svojem prvem vtisu po sami tekmi, bodite vsaj malce previdni pri veseljačenju, vsi vemo, da naš slovenski karakter je tak, da znamo ob takih priložnostih tudi včasih malce pretiravati, vendar saj nismo edini, konec koncev, ni to naša posebnost in če se kdaj splača veseliti, se splača zdaj, ampak veselite se varno. To je vse, kar bom še rekel in upam, da ne bom jaz zdaj staknil kaj v gneči v mestu. Upam, da ne kličem hudiča s temi svojimi svarili. Jaz bi v bistvu pa dodal samo še to, da bi se zahvalil vsem, ki ste naj ta Eurobasket poslušali, ki ste poslušali najine podcaste, ki ste nama pisali sporočila, ki ste naju hvalili, kritizirali tako ali drugače, res najlepša hvala. Zelo so bila vesela vsakih ogledov, vsi najni podcasti so bili odlično sprejeti, poslušalo ga je ogromno ljudi, res še enkrat najlepša hvala. Vesela sva dejansko, da ste naju tako dobro sprejeli in jaz upam, da boste tudi vnaprej najin zvest poslušalec. Kot sem že dejal, tedenski pregledi največjih, najbolj odmevnih športnih dogodkov sledijo začetkom oktobra. Pa morda lahko na hitro omenim še, ko se začnejo zimske olimpijske igre, se bo začel tudi najin olimpijski vodič. Glede na to, da je bil Eurobasket vodič tako dobro sprejet, bova seveda za časa olimpijskih iger snemala tudi olimpijski vodič in tudi tega ne zamudite. Za zdaj pa res, Blaž, mudi se že počasi, zato hitro, greva. Ja. Hvala, da ste naju poslušali. Adijo.